Ja, mi smo jim pač predstavili, kaj na ministrstvu počnemo, dali so v razpravi celo vrsto pobud, nekaj tudi takšnih, o katerih tudi sami razmišljamo. Tako da dogovorili smo se, da seveda bomo še naprej, kot je že doslej bila dobra praksa, tudi naše ukrepe z njimi usklajevali in vse tisto, kar je seveda dobrega, koristnega za gospodarstvo, tudi upoštevali. Ja, vpliv varčevalnih ukrepov je že ob sami pripravi rebalansa oceni UMAR na približno polovico odstotka bruto domačega proizvoda letos. Hkrati je pa tudi zelo jasno v tem povedal, da seveda je to nek pogoj za to, da prihodnje leto se začne gospodarska rast spet lahko krepiti. Če tega ne naredimo, nam bo pač zaupanje na trgih toliko padlo, da bomo zelo težko pravzaprav sfinancirali primanjkljaj, ki bi ga imeli, da bomo zelo težko dokapitalizirali banke, in to bi potem pomenilo seveda za celotno gospodarstvo pomanjkanje virov in še nižje rasti, še večje upadanje, še večje krčenje aktivnosti v prihodnjih letih. Tako da, kakorkoli so ti ukrepi neprijetni in imamo kratkoročno tudi lahko nekatere negativne učinke, so pa vendarle nujni in so pravzaprav osnova za to, da lahko pričakujemo neko izboljšanje v prihodnosti. Mislim, da neko izboljšanje lahko pričakujemo drugo leto. Letos je dejansko ogromno domačih nalog, rebalans je že narejen, sledi še kapitalizacija bank, ob tem seveda urejanje gospodarskega okolja, celo vrsta ukrepov, ki jih druga ministrstva pripravljajo, morda tudi reforme na trgu dela, priprava pokojninske reforme. Prihodnje leto bi to počasi, če bomo uspešni pri vseh teh stvareh, tudi začelo dajati neke rezultate.